Doktor Mihael Jožef Toman, dobrodošli na Valu 202 in hvala, ker ste tudi na dopustu se odzvali vabilu, da boste naš današnji gost na Valu 202. Ja, z veseljem, hvala lepa za povabilo, se res veselim pogovora z vami. Vem, da ste že slabi 2 leti upokojenec, zato je dopust morda relativna postavka v vašem življenju, kajti ne vem, kakšen upokojenec ste, morda tak, ki je še bolj zaposlen, kot je bil nekoč, ali tak, ki je odložil vse svoje obveznosti, ki vem, da jih ni bilo malo. Nikakor jih nisem odložil, ampak sem pridobil še nove, tako da aktivnosti imam toliko, da moram dobesedno tudi načrtovati tako imenovani dopust, ne? In ga moram tudi si nekako prilagajati ženinim dopustom, ker z drugimi besedami pomeni, da kar bolj redko gremo na dopust, predvsem pa za krajša obdobja, kot takrat, ko sem še delal. Tako da razlika je pravzaprav v tem, da lahko delam stvari, morda ne, ki niso nujne, in veliko več delam stvari, ki si jih želim in jih imam rad, bodisi da so to vezane na moj poklic, na biološko in ekološko področje, ali pa da si svoje hobije, ki so pa ravno tako v naravi, v vrtu, na njivi, lahko prilagajam, vremenskim prilikam, ker pa včasih nisem moral toliko, ne? Če bi snemala tale pogovor v Kamni Gorici na Gorenjskem, kjer ste rojeni, bi ga najbrž snemala v vašem vrtu, na katerega ste zelo ponosni in ste ga med drugim predstavili tudi na naši televiziji v dokumentarni seriji Naši vrtovi. Tam ste omenili, da je ta vrt vaš ventil po naporni službi. Kakšna pa je njegova vloga danes? Ja, vrt se je morda res nekoliko spremenil, postal je še bolj naraven, kot je bil v začetku. Vrt sem gradil v času, ko sem bil res izjemno zaposlen še na Kemijskem inštitutu, in kasneje sem prehajal tudi na univerzo, kjer sem postal seveda preko asistenta do končnega rednega profesorja. In ko sem čez vikende prihajal domov, sem v ta vrt, kjer je padlo drevje, prenašal kamenje, zidov, in tiste 2 dneva sem si nabral toliko energije za ves teden, da nikoli nisem bil utrujen. Sem bil samo fizično utrujen, medtem ko v glavi sem bil pa popolnoma sproščen. In tako vlogo ima še danes, da se v njem sprostite. Ampak gre pa precej za težavno delo v tem vrtu, sploh zato, ker ima kar nekaj metrov nadmorske višine. Praktično je to vrt v bregu, ne? Ja, praktično je skoraj 50 metrov nadmorske višine od dvorišča do vrha, ali drugače rečeno 123 stopnic, ki sem jih zgradil. Kamne sem prinašal iz različnih, krajev, tudi evropskih, kjerkoli sem bil, če se je le dalo, tudi na sever sem potoval z avtom, in potem pot domov je bila običajno prtljažnik, polovica kamenja, ostalo pa tisto, kar se je kupilo. Spomnim se enkrat na Danskem, ko se je žena zaželela eno lepo kolo, je bilo res krasno in smo pač morali opustiti nakup, ker prostora v avtu preprosto ni bilo zaradi kamnov za vrt. No, ne povem našim poslušalcem, da tale pogovor snemava v Kopru, praktično nekaj 10 metrov od morja, nekaj 100 metrov od Škocjanskega zatoka. Ste eden tistih, ki si ne predstavlja vdiha brez bližine vode, čeprav je voda vaš hobi, nekdanja služba, predmet raziskovanja in očitno tudi užitka. Ja, vsekakor ne. Verjetno k temu morda pripomore tudi to, da sem rojen pravzaprav na vodi, bi lahko rekel, ne. Kajti Kamna Gorica je naselje, ki je nastalo ob potoku Lipnica, ki so ga že naši predniki pred 400-500 leti tudi spustili v tako imenovane rake, ali bi rekli danes mlinščice, ob katerih so stali vigenci, ali drugače rečeno male kovačnice, ker so kovali žeblje in ostale stvari. Torej, mi smo kovaško naselje bili, še danes se dobi kovače, bolj znana je mogoče Kropa, ampak dejansko Kamna Gorica in Kropa sta bila na nek način konkurentni naselji, oboje je pa oblikovala pravzaprav voda, ne? In tudi številni izviri, ki so tudi na našem dvorišču in okrog drugod pod Jelovico, bi morda to omenil, ne? To je velika planota, ki seveda zajema ogromne količine padavinske vode, ki potem teče v te spodnje dele, in mi vse to dobimo. Druga stvar pa je mogoče tudi s tem povezana, to pa bolj za šalo, ker sem tudi na nek način vodni znak, ribe živijo v vodi, in to je tisto, kar mene morda tudi potegne, da sem kar naprej v vodi, bodisi celinskih ali pa tudi v morju.
No, greste v Kopru, pogosto v ribarnico, kajti ena prvih stvari, ki sem je dejansko prebral o vas, ko sem se začel pripravljati na ta najin pogovor, je bila ta, da ste zelo, zelo zadržani pri uživanju rib, sploh lososov in tun, in ker smo ravno sredi poletja, ko pogosto posežemo, ne vem, po oradah in brancinih, je prav, da našim poslušalcem poveva, zakaj ste zadržani do teh rib. Predvsem zaradi tega, ker svet, v katerem zdaj živimo, je resnično poln številnih kemijskih snovi, ki prehajajo potem v organizme, bodisi neposredno ali posredno. Torej, mi govorimo v biologiji govorimo o tem, da gre za bioakumulacijo, to pomeni bodisi težke kovine in druge nevarne snovi se v organizmih akumulirajo, se torej nalagajo. In seveda poleg tega pa govorimo še o biomagnifikaciji. To pa zelo preprosto pomeni, da organizem, ki je drug organizem, ne samo, da sam pridobiva nevarne snovi iz okolja, ampak jih skupaj s hrano dobiva svoje telo. In više, kot je ta organizem na prehranski lestvici, naprimer orada ali tuna, to sta ribi, ki so najviše na prehranski lestvici, so torej vrhunski plenilci. In ti imajo veliko večje vsebnosti nevarnih snovi, ki so v tistem okolju, kot pa ribe, ki so spodaj na prehranski lestvici. Torej, ko gremo v ribarnico, najprej pogledam, če imajo sveže sardelce, ker vem, da v teh je koncentracija snovi, sploh v Tržaškem zalivu, pa če hočete tudi v Piranskem zalivu, kjer imamo obilico nevarnih težkih kovin v vodi in v usedlinah, je koncentracija v njih manjša, kot pa naprimer v ribah, ki so mogoče so dražje ravno zaradi tega, ker dobite še težke kovine, malo za hec, ne? In seveda te pa res občasno vzamemo. S tunami se pa zanesljivo ne prehranjujem, niti iz konzerv, niti kot riba, ker to je pa akumulacija, to je pa plavajoča koncentracija nevarnih snovi v morju. No, tole z morjem in ribami je bil tak, bom rekel, poletni bonus, sploh ker sem vas uvodoma predstavil kot strokovnjaka za vse mogoče celinske, tekoče stoječe podzemne vode in tako naprej. Pa če vseeno ostaneva še malo poletno aktualna, ne, tole poletje skoraj ne mine teden, da ne bi mediji poročali o različnih težavah in zapletih s kopalnimi sladkimi vodami. Denimo najbolj sveža je ta, nekaj dni stara, da je občina Škofja Loka opozorila kopalce, naj se ne kopajo v Sori pri kopališču Puštalj, povečana koncentracija bakterij. Še nekaj dni nazaj so pri jezu v Biljah na reki Vipavi zaznali povečano koncentracijo bakterije E. coli in prepovedali kopanje. No, na pragu poletja pa je bil praktično preplah v Bohinjskem jezeru zaradi uradno ene smrti psa, neuradno pa ne bi jih poginilo ali vsaj zastrupilo okoli 7. Vas kot poznavalca te vesti presenečajo ali gre za neke običajne poletne zaplete zaradi več ljudi na kopališčih in zaradi nižjih pretokov vode? Problem kopalnih vod se zelo hitro spremeni v poletnem času, še posebej zaradi tega, ker lahko pride do vnosa značilne patogene bakterije Escherichia coli, ki je bila najdena tudi pri Vipavi, pa verjetno tudi v Škofji Loki in še marsikje drugje na Savi. Torej gre za bakterijo, ki jo imamo vsi v telesu, jo izločamo in če pride to v vodno okolje, je seveda problem, predvsem otroci tudi kaj vode spijajo, tudi mi, ne? In pride v črevesje in povzroča težave. Torej, najmanj je, da dobite lahko drisko. To je tipičen primer, tipičen rezultat Escherichia coli. Torej, kopalne vode se ves čas kontrolirajo in ko preseže vsebnost te bakterije Escherichia coli določeno koncentracijo, ki je zakonsko določena, potem opozorijo, lahko tudi zaprejo ta del kopalnih vod. Druga zgodba so pa seveda tako imenovane cianobakterije, o katerih je bilo pred mesecem največ govora tudi v medijih. Večinoma je bilo prikazano precej nejasno, za kakšne bakterije gre. Pravzaprav ne gre za bakterije, pač pa za izjemno stare organizme na tem našem planetu Zemlja, ki smo jih včasih imenovali modrozelene cepljivke, celo modrozelene alge, glede na angleško terminologijo blue-green algae.
Torej gre za organizme zelo podobne algam, tudi proizvajajo kisik, ponoči ga seveda potrebujejo, koristni organizmi nazadnje v okolju, je pa njihov problem v tem, da določeni rodovi in določene vrste pa pri svoji bujni razrasti, torej povečanju populacije, izločajo nevarne toksine, torej kemične snovi, ki pa v telesu lahko povzročajo zelo hude težave. Najbolj znani toksini med temi so mikrocistini, ki so dobili ime po eni zelo pogosti kolonijski cianobakteriji povsod v slovenskih vodah, predvsem v akumulacijah, torej po mikrocistisu, ki ga vidimo v določenih jezerih, akumulacijah, ko se njihova koncentracija močno poveča, tudi izplavajo, torej flotirajo, kot bi rekli, na površino. In v takem okolju seveda ni primerno hoditi v vode. In marsikje, to sem neštetokrat že povedal in bom ponovil, marsikje pri nas, predvsem v akumulacijah, gramoznicah, ki se napolnijo z vodo, ki jih ljudje uporabljajo za kopanje, kar je seveda ni dovoljeno. Tudi v jezerih, če omenim samo obe jezeri, Blejsko in Bohinjsko, se te nevarne, da rečem, pri velikih koncentracijah cianobakterije pojavljajo toksini. In v teh primerih najmanj, kar bi moralo biti ob obali takih jezer, je opozorilo: prosimo, izogibajte se vode zaradi možne problematike toksinov, ki so v vodi. Če boste potovali po Walesu, Škotskem, ne nazadnje v Avstraliji, ob vsakem jezercu boste tako tablo videli, narisane in napisane opozorilo, tudi v Ameriki, v severni. Torej ne gre za to, da bi s tem odvračali ljudi od vode, kar mi je bilo očitano, ko sem to opozarjal za Blejsko jezero. Nikakor ne. Gre za preprosto opozorilo, da če opazimo gošče, kar je bilo na Bohinjskem jezeru, kjer so si ti kužki kopali, gošče, je pa seveda zelo pametno, da v tako goščo ne hodimo. Za kužke je pa idealno okolje, ker že rahlo zaudarjajo te cianobakterije, ko razpadajo, kužki so pa pravzaprav mrhovinarji in grejo radi v tako vodo. A je torej ta občutek, da imamo pri nas bistveno boljšo vodo, kot je, upravičen ali ne? Se pravi, kakšne po vašem so ta jezera, Bohinjsko, Blejsko jezero, ne nazadnje z njim se strokovno ukvarjate, kot ste mi povedali, že skoraj 50 let. So to dejansko primerne vode in ali bi bilo, te pobude se nekako plaho pojavljajo, potrebno razmisliti o nekih omejitvah kopanja? Na prvo bi rad poudaril, kar se tiče tako imenovanega onesnaženja vodnih teles. To je danes precej drugačno, kot je bilo še pred 40 leti. In takrat, ko sem jaz začel pravzaprav svojo kariero, konec 70 let. Torej, takrat smo se ukvarjali predvsem z organskim onesnaženjem. Verjetno se tudi starejši poslušalci spominjajo rek, ki so bile kot kanali odplak, rjave, brozgaste in tako dalje. Danes imate na videz bistre, ne bom rekel čiste, ker pojma čistost v ekologiji nimamo, torej kaj je čisto ali ne čisto, ni strokoven termin. Imamo pa druge tipe onesnaženja, ki so posledica seveda današnjega načina življenja. To pa je izjemno veliko plastike, iz katere se počasi, a zanesljivo, izlužujejo nevarne snovi, ki jih danes pogosto krat označujemo kot motilce endokrinega sistema ali poljudno rečeno hormonski motilci. No, ti so pa zdaj tako rekoč povsod. Detekcija teh ali določanje teh snovi pa ni takšno, kot bi lahko bilo. Kar se pa tiče kopanja v vodah, se pa seveda ravno tako povečalo število nevarnih snovi in tistih snovi, ki potem v vodah povzročajo razrast bodisi alg ali cianobakterij. Znano je, da vsak človek, ki gre v vodo, izloča fosfor preko svoje kože. Fosfor je pa osnovni gradient za alge in cianobakterije. Torej, gram fosforja praktično lahko izloči en človek v vodno okolje,
kar povzroči enormno razrast. In če imate čist 1000 ljudi v enem jezeru, v enem lavorju, kot je Blejsko jezero, ne, potem je jasno, da je to gojišče alk in cianobakterij. Torej, načini današnjega, bi rekel, obremenjevanja celinskih vod, primerjalno s tem, kot je bilo, ko sem sam začenjal to zgodbo ekološkega vrednotenja vodnih teles, je popolnoma drugačno. In težko govorimo o vodah, ki so na videz, to se pravi bistre, lepe barve, če omenim samo reko Sočo, v notranjosti pa skrivajo velike nevarnosti. In kopanje v alpskih jezerih tako in tako ne bi smelo biti dopustno. Ali bi moralo biti določeno samo za to določenih mestih. To bi moralo veljati za Blejsko jezero in tudi je, ne nazadnje pri Mlinem kopališče je divje, ni dovoljeno, vendar tam je največja koncentracija ljudi vsako poletje. Včeraj smo imeli resen posvet o glasbi, s katero bova opremila tale najin današnji pogovor, pa so se dogovorila, da bova prvega slišala Joe Cockerja in eno ste rekli sicer zlajnano, ampak za njo je zelo simpatična zgodba. Kakšna? Ja, gre za mojega priljubljenega pevca. Kar dobrih 5 let sem bil tudi na Danskem, v Københavnu sem živel, pravzaprav v sosednjem mestu Hilleredu, ki je bil inštitut za vode. In s kolegom profesorjem Petrom Dalom, s katerim sva tudi največ raziskovala, žal pokojnim, sva vikende preživljala na njegovi kmetiji, bila sva podobnih, bi rekel, prepričanj in rahlo kmečka po duši in sva preposlušala Joe Cockerja in pela v avtu kot dva, bi rekel, mal zadeta mladostnika. In to mi je ostalo toliko v spominu, da sem potem še kar naprej poslušal to You Can Leave Your Hat On. In to je pesem, ki mi vedno spominja na ta lepa danska leta, raziskovalno bogata in prijateljsko izjemna. Moram povedati, da pred 3 tedni sem gostil spet enega od teh profesorjev, s katerim smo v 30 letih ostali v zelo močnem stiku, lahko rečem prijateljski. In ta pesem me vedno spominja na tisto lepo doživetje dansko, raziskovalno in prijateljsko. Dr. Mihael Toman je današnji nedeljski gost Vala 202, eden vodilnih strokovnjakov za vode v najširšem pomenu in utemeljitelj ekologije voda pri nas, ki je med drugim velik del svojih raziskovanj posvetil kroženju snovi od težkih kovin do hormonskih onesnaževal ter eutrofikacij tako v naših vodah kot vodah po svetu. Poglejte, dr. Toman, mi smo zelo ponosni na naše vode, radi poudarimo, kako bogata je Slovenija, tako s površinskimi kot podzemnimi vodami, da smo jih uspeli v veliki meri ohraniti relativno čiste, čeprav pravite, da tega termina ekologi ne poznate. Koliko pa to zares drži? Kakšno je po vašem naše hidrološko stanje, sploh če ga denimo primerjate z neko povprečno evropsko državo? Ja, lahko bi dejal, da je hidrološko stanje, torej vodnatost, preprosto rečeno, izjemno bogatstvo, ki ga zanesljivo ne smemo kakorkoli prizadeti, tako ali drugače. Drugo vprašanje pa je, da seveda kakovost voda pa ni neposredno povezana s količinami. Torej, lahko imate ogromne količine vode, vendar je kakovost problematična. In ta kakovost trenutno, kar se kemijskega stanja tiče, že tudi celo podzemnih voda, marsikdaj pri pregledih, pri tako imenovanem monitoringu, lahko tudi izstopa v negativno stvar. To se pravi, mi moramo, glede na, kot sem že prej omenil, popolnoma drugačen način življenja, ki ga imamo, tako prometno, sicer, bi rekel, rabe snovi, mineralnih gnojil, kmetijstva, ki uporablja, čeprav zelo kontrolirano, tudi sredstva za zaščito rastlin in tako dalje, mi moramo biti na to pozorni. Kajti, ko bomo presegli mejo, tako imenovano kritično mejo, ker v ekologiji velja lahko samo ena kapljica ali 1 nanogram določene snovi, bo prepozno. Torej, naše delovanje danes absolutno mora biti bolj usmerjeno v preventivne metodologije,
kajti stanje sproti kontroliramo, je treba povedati, da Agencija Republike Slovenije za okolje ima razširjen monitoring tako podzemskih kot površinskih vod. Morda umanjka predvsem ta mikrobiološki del in pa biološki del v podzemnih vodah, ki ga bo treba dograditi v sam monitoring, torej organizme, ki živijo tudi v podzemnih vodah, in na osnovi tega nekoliko več narediti tudi na načinih čiščenja. Kajti načini čiščenja izpred 40-30 let niso več zadostni za današnji čas, kajti čistilne naprave, ki jih imamo, v pretežni meri še vedno odstranjujejo predvsem organsko onesnažene. Ali kot bi rekli študentom, mi odstranjujemo ogljik, ki je v kroženju in povzroča potem v vodnih okoljih najprej razrast bakterij in tako naprej in potem seveda drugih organizmov. Torej, več pozornosti bo treba posvetiti kemijskemu čiščenju, odstranjevanju hranilnih snovi, kar pa seveda zahteva veliko več finančnih sredstev in tudi sodobnejše metodologije, ki so pa že v svetu seveda tudi preizkušene. Edina, kot se mi zdi, ena največjih ovir v tem trenutku so pa finance, denar. No, sicer pa vi pogosto in to že vrsto let opozarjate na upadanje biodiverzitete v naših vodah. Na njo seveda po eni strani vpliva onesnaževanje vseh vrst, po drugi pa tudi regulacija površinskih rečnih sistemov. Pa če se mogoče najprej na kratko pomodiva pri onesnaževanju, o katerem ste tudi pravkar govorili in kar ste tudi povedali, ne, da smo kakovost voda nekoč ocenjevali povsem drugače, kot ga ocenjujemo danes. Kaj je trenutno po vašem največja grožnja za naše vodne ekosisteme? Ja, jaz bi si upal trditi, da predvsem izgube različnih habitatov. Kajti rečni sistemi, potoki reke, ki so bili v preteklosti, so danes izjemno spremenjeni. Bodisi, da imamo rečne sisteme pregrajene, bodisi, da so kanalizirani, bodisi, da so rečne struge pravzaprav ujete v ene ravne odseke, kjer predvsem zmanjka različnih, kot biologi temu rečemo, življenjskih prostorov za različne organizme. Vsi vemo, vsak, ki ima svoj vrt, ve, da korenje raste drugače kot zelje in da recimo fižol tudi raste v bolj senčnem delu, bolje kot v sončnem delu. In v vodnem okolju, v naravi obstajajo tolmuni in brzice. To je osnovni gradient življenjskega okolja tekočih voda, izmenjavanje tolmunov in brzic. Torej, vsak organizem najde svoje primerno mesto. Če pa mi rečno strugo kanaliziramo, zajezimo, pa v prvem primeru dobimo same brzice, ker omejimo število različnih vrst, ki v takem okolju lahko živijo, to, ki jih preprosto odnese, se ne morejo skriti. Če jih pa zajezimo, pa dobimo tolmunski sistem, kjer je pa pomanjkanje kisika v takem okolju problematično za številne živali. Moram poudariti, da v vodi ne živijo samo ribe. To je manjši del življenja v vodnem okolju. Velik del življenja predstavljajo različne ličinke žuželk, ki kot odrasli organizmi živijo na kopnem. In te organizme danes sledimo in ugotavljamo, kako se njihovo število izjemno zmanjšuje. Zakaj? Ker njihove ličinke nimajo življenjskega prostora, ker bi se razvile do faze, da bomo imeli kasneje pravzaprav image, kot rečemo, odrasle žuželke, ki letajo v okolju. Torej, predvsem gre za habitatske spremembe, in sekundarno bi lahko rekel za onesnaženje, ki zmanjšuje biodiverziteto. To je glavna stvar, torej posvetiti se moramo okolju, da zagotovimo pestrost, kot rečemo, heterogenost življenjskih prostorov in ne enoličnosti, kar je pa posledica, kot sem rekel, različnih bi rekel, aktivnosti na rečnih sistemih zaradi različnih dejavnikov. Bodisi
preprečevanja poplav, bodi si pa kar tako. Ampak v Sloveniji se dogaja pa prav obraten proces, kot je recimo ta renaturacija, ki jo recimo vi predlagate. Mi smo na Valu 202 ta teden spoznali prakso urejanja vodotokov v Franciji, kjer ogromne denarje namenjajo za renaturacijo rek, podirajo vodne pregrade, rečna korita, reke poskušajo vrniti v neke naravne tokove, urejajo razlivna območja in podobno. Pri nas pa se pogovarjamo o gradnji niza hidroelektrarn. Ali je pri nas sploh mogoče razmišljati o renaturaciji rek? Kaj vi menite o tem? Seveda je mogoče in tudi aktivno to počnemo. Tukaj bi omenil seveda tudi določene inštitute, ki so temu posvetili kar veliko dela. Ne nazadnje ena od mojih doktorantk, izjemna raziskovalka dr. Polona Pengalova, se je spustila v to, da rečem, borbo za ohranjanje rek. In ta tako imenovana revitalizacija, jaz rajše uporabljam to ime kot renaturacija, preprosto zaradi tega, da mi ponovno rečne sisteme oživimo. Renaturirali, torej nares takšne, kot so bili, jih ne bomo nikoli mogli več. Torej jih moramo oživiti. To je podobno kot človeka, ki nima noge. Jaz ga bi rekel, kirurgi znajo revitalizirati, torej mu dajo leseno nogo. To že od nekdaj so znali, ne? Bi rekel, da so bili ljudje ponovno vitalni, torej so lahko hodili. Mi moramo rečnim sistemom dati oživitev, ne jih zdaj napačno misliti, da zdaj mora biti pa tako, kot je bilo pred 100 leti, kajti rečni sistem je živ, se tudi sam zna revitalizirati. Se pa težko, če je v škarpi, če je v velikih nasipih, če ima rečno korito zabetonirano ali nanj položene kamne, ker živali ne morajo v prodišča, ki jih ni, in velik del živali živi v prodiščih in tako dalje. Torej po svetu, kot ste omenili, Francija, absolutno več 100 pregrad so že podrli, predvsem gre pa za tiste pregrade, ki danes ne služijo nobenemu namenu več. To so bili bodisi pregrade zaradi mlinov, zaradi dejavnosti ob vodah, zaradi starih hidroelektrarn, ki so neuporabne in tako dalje. In takih primerov imamo v Sloveniji zagotovo nekaj, ki bi lahko, ta hip je ena aktivnost za en jaz, ne bi omenjal ravno za katerega gre, da ne bo prišlo do kakšnih neljubih dogodkov v prihodnje, ampak je kar veliko aktivnosti, da bi bil to en tak vzorčni primer, kako bi to izgledalo pri nas. Torej, ali zaostajamo za sodobnim svetom? Jaz bi rekel, da da. V 80-ih letih, ko sem prej omenjal Dansko, v 80-ih letih je bil en profesor Madsen, tudi sem ga dobro poznal, na Jutlandu je delal, ki je pravzaprav bil en prvih v Evropi, ki je predstavil, kako bi revitalizirali rečne sisteme. To je bil učbenik, nekaj več 100 strani učbenik, tudi študenti smo ga uporabljali, kako pravzaprav prikazati z malimi, bi rekel, ukrepi lahko nekaj naredimo. Veste, kaj me najbolj skrbi pri tej stvari, da imamo mi tudi v glavah ljudi, ki pravzaprav o tem odločajo, moram reči, da stroka, tudi gradbena stroka, potem stroka, recimo krajinski arhitekti in tako dalje. Na obeh teh študijih sem tudi predaval in moram reči, da izplen je v redu. Torej študenti, ki so iz teh strani prišli, imajo tudi drugačno razmišljanje. Torej te gradbene stroke tudi že podobno razmišljajo. Nastane pa izjemen razkorak med političnimi odločevalci in strokovnimi predlogi. Kajti politični, kako bi rekel, odločevalci, predvsem na krajevnem nivoju, so pa za enkrat največji problem pri tem, ker morajo pa na nek način biti priljubni tudi do ljudi, ki mislijo, da mora ta voda biti pa dobesedno v cevi, da bo on varen. Ne gre za to. In druga velika zgodba, ki nas še vedno obremenjuje, pa to, da rečne sisteme rešujemo tudi, kot poslušam ali berem, z naravnimi materiali. Je kaj pa je drugega beton kot naraven material? Iz vode, cementa oziroma laporja in pa peska je. Je popolnoma identičen, bi lahko rekel, naraven material kot je kamen. In tudi iz kamna lahko naredite strahotne neumnosti v rečnih sistemih.
s kamni oblečete brežine, nobena žival ne more ven niti noter, poškodujejo se celo živali, ki hodijo pit vodo in tako dalje. Na naravnem materialu. Čas je, da prekinemo s temi, bi rekel, načini zavajanja, ne? Da naravno je pa naravno, a ne? In zdravo nikakor ne. No, morda je ravno ste dali dobro iztočnico, da se navežem na katastrofalne poplave, ki so se zgodile v Sloveniji pred natanko 2 letoma v noči z 3. na 4. avgust. Po 2 letih je Ministrstvo za naravne vire in prostor ustanovilo Svet za vode, katerega član ste tudi vi, torej posvetovalno telo, ki združuje različne strokovnjake, ki pripravljate različne rešitve ali priporočila za večjo poplavno varnost Slovenije. Pa mi povejte, ali je v tem času, ko ste se najbrž bolj kot ne ukvarjali z nujno sanacijo, sploh pogovarjali tudi v tej smeri, torej revitalizaciji rek in nekih inovativnih pristopov k naravnemu zadrževanju voda? Ja, vsekakor se o tem pogovarjamo in to je dobro. Smo različno misleči, smo različni strokovnjaki v tem svetu. Ideja tega sveta je bila ideja prejšnjega ministra in bi rekel, minister Novak je seveda, tomu moram šteti v veliko dobro, to nadaljeval in je zelo aktiven na tem področju. In on, če bi ga dobro poslušali, velikokrat med vrsticami pove, kako potrebna je tudi pri tem revitalizacija, obenem pa pove, da seveda po poplavah, ko je pa bi rekel, katastrofa, ko ljudje ostanejo brez hiše, ko potoki erodirajo in tako da, to so pa intervencijski posegi. Takrat pa težko razmišljamo o revitalizacijah, se razumemo, ne? In to minister Novak zelo poudarja. In jaz cenim njegov ta vpliv zdaj in verjamem, da bomo v tej smeri nadaljevali. In ne samo on je sicer krajinski arhitekt, torej zadevo gleda tudi drugače. So tudi ljudje v njegovi ekipi na direktoratu za vode in tako dalje, ki so sicer gradbeniki, ki pa zelo ekološko, ali bi rekel danes dejansko ekološko, ne okoljsko, ekološko, torej razmišljajo, kako bo to v prihodnje treba začeti in stvari reševati na, kot mi temu rečemo, povirnih vodah. Kajti večina voda v Sloveniji je povirnih, začenjajo nekje v hribih, v gozdovih in tako naprej. Torej mi tam rabimo stvari zaščititi, rešiti, okolje, naravo temu prilagoditi. Včasih so se čistili gozdni potoki, so se čistili hudourniki. Dobro se spominjam starega očeta, ko sva vsaj 2-krat na leto šla v gozd in seveda mi ni bilo všeč, danes pa vem, kako je bilo to pomembno, da sva iz teh hudournikov odstranjevala velike veje, da ne bi pridrvele v vas in nikoli nismo zaradi tega imeli posledic. Danes pa so, ker je tudi precejšna anarhija v gozdovih, nažalost moram to reči, ker to opažam, ko hodim, še posebej danes, ko je veliko tako imenovanega industrijskega spravila lesa. In prva stvar se začne tam. Mi ne moramo reševati mesta Celje v Celju, ampak ga lahko rešujemo Savinjo šele, oziroma ne šele, ampak preventivno v njenih torej povirnih delih. In tako rešujemo ravnice. Vedno pa moramo vedeti, da ravnice ali razlivna polja so bila tista, ki so včasih tudi ljudem prinašala ne nazadnje hrano. In človeška družba je nastala na rečnih ravnicah. Mezopotamija, Egipt in tako dalje. Torej, kaj bi zaključil pri tej misli, da voda v spodnjih delih potrebuje nekoliko več prostora. Kako to rešiti, ko smo pa praktično rečne ravnice in poplavne ravnice pozidali, je pa seveda drugo vprašanje. To pa jaz nisem strokovnjak, jaz lahko samo povem, da voda nima prostora. In če voda nima prostora, bo šla tam, kamor lahko gre. In če tam stoji hiša, bo šla v hišo. To je vse, kar lahko povem. Torej, voda rabi prostor. In imamo dobre izkušnje in dobre, bi rekel, primere tovrstnega reševanja. Pejmo v dolino od Trbiža proti Udi nam po stari cesti, bomo videli, kaj pomeni vodni prostor.
kot ti hudourniki in reka ni nikjer nobene hiše, ki bi povzročila havarije. Podobne stvari lahko vidimo v Švici, pa tudi v Avstriji, marsikje v Avstriji, pa tudi v Švici, pa podobne primere kot doma. Torej, vidite, lokalna zgodba. Pred nekaj dnevi so na Ministrstvu za naravne vire in prostor pripravili novinarsko konferenco, kjer so zelo podrobno opisali potek sanacije in porabo sredstev po poplavah. Lahko morda ocenite, koliko od teh posegov so bili tako imenovani inovativni pristopi k naravnemu zadrževanju voda in ali je sploh še v tej fazi sanacije čas za to? Jaz mislim, da sploh nima smisla govoriti o kakšnem denarju, ki je bil namenjen revitalizaciji, kajti mi smo še vedno v fazi reševanja pravzaprav ljudi in imovine, lastnine, bi si upal trditi, torej v intervencijski fazi. Prav pa je, kot sem prej povedal, da minister Novak že razmišljajo o tem, da bo treba v prihodnje več posvetiti preventivi, v katero pa vključujejo tako imenovano revitalizacijo. Da bi pa zdaj govorili, da denar namenjamo revitalizaciji, ne, je pa zelo težko, mi moramo najprej počistiti, pa ugotoviti, kje lahko neka hiša še stoji, kje pa ne sme več. To se pravi, gre za resno politiko prevetritve lokalnih skupnosti, izdaje gradbenih dovoljenj na vodnih zemljiščih in izgradnje kanalov, ki jih je treba revitalizirati. Revitalizirati v smer, da ne bo erozije, da ne bo resnega poplavljanja, da bo pa voda vedno prišla, tako kot pride tudi ne nazadnje potres, se pa moramo zavedati. Lepo je sedeti ob vodi in s terase gledati vodo, ampak samo takrat, ko govorimo o srednjih ali nizkih pretokih, ko so pa visoki pretoki, nam pa tista terasa prav nič ne koristi. Predlagam, da zdaj malo predahneva, gremo nedaleč stran v Italijo z glasbo, radi ne bi namreč slišali Lauro Pausini. Zakaj? Ja, Laura Pausini me je pa prepričala, poznal sem jo že prej, rad poslušam italijansko glasbo, mogoče sem tudi kar precejšen del časa v tem bližnjem italijanskem okolju v Kopru. In Laura Pausini je ena tistih upornic, ki je postala gospa z resnim pogledom v prihodnost. In se sprašuje o tem, pravzaprav, kaj nam bo ostalo, oziroma kaj si pravzaprav mi želimo. Il mondo che vorrei je ena od tistih pesmi, ki mi je takoj sedla, ko sem jo poslušal, predvsem zaradi besedila, ki govori o tem, da pravzaprav tako naprej ne bomo šli, ne bomo mogli iti, kajti okolje je mnogo več kot samo to, da pobiramo smeti in omejujemo avtomobile, so tudi osebni pristopi in o tem govori pravzaprav ta pesem, svet, ki si ga želim. Dr. Mihael Toman, veljate za človeka, ki je brez dlake na jeziku, ki pogosto ni uglašen s politiko, čeprav sodelujete v več odborih in posvetovalnih telesih različnih ministrstev, sodelovali ste denimo tudi na forumu predsednice države o okolju. Se tudi vi vidite tako, da se pogosto recimo oglasite, ko so drugi tiho? Ja, rad povem svoje strokovno mnenje. Sem pa popolnoma apolitičen človek in težko bi rekel, da sem pravzaprav bil kdaj v resnem konfliktu s politiko. Nikoli, ne prej, ne zdaj. Imam bolj občutek, da me nekako poslušajo, zdaj, če lahko vedno udejanjijo moje ideje in mnenja, tega pa ne vem, zato ker praviloma to ni odvisno od enega človeka, to je treba povedati. Mi napačno pogostokrat razumemo politiko. To je zgodba delovanja pravzaprav različnih interesnih skupin. To je politika, ne? In danes, ko rečemo, da stroka daje predloge, politika pa odloča. Jaz bi to zgodbo, sem velikokrat o tem govoril, ampak to zgodbo bi nadgradil. Vse bolj se mi zdi, da veliko bolj odloča kapital kot pa politika. In politika je pravzaprav, vidite, vmes med kapitalom in stroko. Zdaj pa vprašanje, kako se bo lahko odločila, kdo je močnejši. Stroka običajno ni močnejša. In tudi mi smo sorazmerno šibki, pravzaprav tudi zaradi tega, ker smo kar precej nepovezani. Zakaj? Zato, ker v okolju, sploh pa v vodnih zgodbah, imate izjemno različne stroke. Torej, ne gre za eno stroko,
ampak gre za hidrologe, gre za geologe, gre za kmetice, gre za biologe, za ekologe v pravem pomenu besede, torej vedi, ki je biološka veda in proučuje življenje v okolju. To je ekologija. To, kar pa mi rečemo, da so ekološki problemi. Ekoloških problemov ni. So samo okoljski problemi, ki jih ustvarja človek. To je tudi treba poudariti. Torej, takrat je pa politika torej na nakovalu, po katerem nežno udarjamo strokovnjaki, z veliko macolo pa udarja kapital. In poglejte, če politik preživi pod tako macolo kapitala, potem je zelo trpežen, ampak mislim, da je zelo malo takih. In zato se tudi pogovarjamo danes toliko o hidroelektrarnah, o velikih kanalskih sistemih, ki bodo vodo iz točke A vodili na čistilno napravo v točki B. A veste, to ni samo politično vprašanje, to je zelo kapitalsko vprašanje. In to mene skrbi, ne? Da v tem primeru, kar se pa tiče ministrstva, vam pa povem, da pravzaprav nisem imel nikoli z njimi kakšnih hudih težav. Lahko rečem, da pravzaprav ne da prijateljujem, ampak so mi znanci bivši ministri in se lepo z njimi pogovarjam in velikokrat tudi tistih, ki nimajo nobene vloge več, marsikaj povem. Je pa res, da pa povem tisto, kar si mislim. In to je prav. In veste, kaj pa zelo pogrešam? Strokovnjaki mojega področja ali pa področji tudi drugih, ki so na univerzah, na inštitutih, se mi pa zdijo pogosto malce preveč zavarovani v svoj laboratorij, svoje raziskave, svoje recimo študente, čeprav ni nujno, da tudi, ne. Poslušajte, več družbene aktivnosti bi si želel, tudi med kolegi, na univerzi. Univerza je vendar prostor številnih idej, ki pa jih v družbi pogostokrat ne slišimo. Namen univerze ni samo raziskovanje in pedagoško delo. Pomen univerze univerza je družbena inštitucija z največjim, bi rekel, bogastvom znanj, ki jih je treba postaviti tudi v družben kontekst. Tista znanja, ki jih družba v času in prostoru potrebuje. Tukaj si pa želim več aktivnosti. Pri nas v Sloveniji radi poudarimo, da še vedno lahko pijemo dobro, kakovostno in zdravo vodo iz pipe. Po eni strani se nam zdi samoumevna, po drugi strani presenečen sem, koliko jih je zaupajo predvsem v stekleničeni vodi. No, mi smo pri nas pravico do čiste pitne vode zapisali v ustavi od marca 2017. Je to ustavna pravica vseh prebivalcev. Vi pa ste do tega 70a člena ustave nekoliko zadržani. Zakaj? Ja, gledajte, ko je do tega prihajalo, ko ste rekel, da sem direkten, sem tudi takrat direktno povedal, da pravzaprav ta zapis v ustavo bo politični zapis. Celo tako sem rekel, da gre za reševanje določene politične opcije. Govoril sem z mnogimi, tudi ustavnimi pravniki, ki so se v veliki meri mojimi prijatelji z univerze, da rečem tako, pravne fakultete, strinjali, da ta zapis je neka lepa gesta in nič več. Kajti takemu zapisu za najvišji pravni akt, kot ustava je, nujno sledijo zakonske regulative. Teh pa še vedno ni. Torej, kaj nam potem takem, in to je bila skrb takrat, da ne bomo šli naprej, ker je nujno potrebno in pripravili dobre zakonodaje na tem področju. Namreč ta člen v ustavi pravi, da ima vsak pravico do zdrave, mislim, da smo čisto ven vrgli, do zdrave pitne vode, kjerkoli v državi. Takih držav na svetu je okrog 5, ki imajo to zapisano, torej tudi v tem pogledu vidite, da to ni bistven problem, v svetovnem merilu ni bistven problem, da imate v ustavi to zapisano, ampak je problem v zakonodaji. In še danes imate več 10,000 ljudi, ki nimajo dostopa do zdrave vode, do zdrave pitne vode. Kaj tem ljudem pomaga zapis v ustavi? Popolnoma nič, kajti zakonske regulative na tem področju pa še vedno ni. In ko bo ta zapis dejansko zaživel, danes pa ne živi, je samo na papirju.
No, pri pravici do pitne vode se je nekako zdelo, da ste slovenski strokovnjaki na tem področju dosegli konsens ali so nas tako prepričevali politiki. No, dejstvo pa je, da stroka in politika še zdaleč nista poenotena okoli še enega pomembnega, tudi političnega vprašanja kanala C0. Vi ste pred parlamentarno preiskovalno komisijo pričali kot neodvisni strokovnjak in podali mnenje o tem pred slabim letom. Kaj je vaše stališče kot hidroekologa pri tem ogromnem dragem prek 100-milijonskem projektu? Stališče je popolnoma takšno, kot je bilo na tistem skoraj enournem zaslišanju. Torej, gre za enega od projektov, ki po mojem mnenju v tem kontekstu ni potreben, z ozirom na to, da sta to dve veliki naselji sorazmerno veliko količino odpadnih vod, ki bi jih lahko, da rečem, čistili na drug način. Kajti vsak tak poseg, tako velik poseg v okolju, je nevaren, pa ne iz tega, kot beremo zdaj, da so lahko materiali neprimerni, da je izgradnja neprimerna, ampak že preprosto tudi, če vse to stoji, prihaja do staranja tovrstnih materialov, prihaja do sprememb v zemljini, prihaja do lahko nevarnih havarij, kot so poplave, potresi in podobno. In v takih primerih seveda snovi, ki so v kanalskih vodah, zelo hitro pridejo v podtalje, v podtalne vode, ki so pa na območju Ljubljane izjemno bogate. Zelo veliko sprenevedanje je, da nekateri govorijo, da je že danes to območje močno obremenjeno s kmetijstvom, z greznicami. To ste slišali, ne? Poglejte, če je to res, zakaj potem prihajamo še z novo obremenitvijo? Kajti pri varstvu okolja danes je dejansko pomembna paradigma, da poskušamo zmanjšati vplive v okolju, ne pa jih dodajati. Kajti nazorno lahko rečemo temu tako, da kozarec, v katerega kaplja voda počasi, lahko kapljica na leto, kapljica na mesec, bo slej ko prej pri kapljici, ki bo zadnja, ta kozarec poln in voda bo stekla preko njega. In to pomeni, da iz takih kanalov in iz takih velikih glomaznih postavitev bo voda stekla nekam drugam, to pa je podzemna voda, ki je danes kontrolirana, ne nazadnje imamo tam, bi rekel, velike vodarne, kot sta Savle in Kleče, ki ima kontrolirano vodo in ima zdravo vodo, ki se jo skondicionira, da je potem tudi pitna voda, kljub obremenitvam, ki jih nekateri omenjajo, da so že danes. Seveda so danes, ampak zakaj bi dali nove obremenitve? Človek, ki je bolan zaradi ene bolezni, mu date še novo bolezen, dobi novo bolezen, ima veliko več možnosti, da ga ne bo čez nekaj časa, kot pa tisti, ki ohranja eno bolezen. In bolezen kmetijskih površin na področju tega kanala, do katerega imam jaz zgolj in samo strokovno. Glejte, mene to zgodba, ki sem prej povedal, je ta macola kapitalska toliko velika, da je politika popustila pod nos, sploh ne zanima. Mene zanima to, kaj se v tem okolju lahko strokovno zgodi. In to sem povedal in to si upam trditi, da tudi drži. Doktor Toman, vi ste v svoji dolgoletni karieri predavali in morda tudi vzgojili generacije ekologov, biologov, krajinskih arhitektov, vodarjev in tako naprej. In mnogi med njimi, verjamem, zasedajo pomembne funkcije. Pa me zanima, ali imajo te mlajše generacije tako bistveno drugačen odnos do okolja in voda, kot so ga imele predhodne. Kako vi gledate recimo na to spremembo odnosa? Rekel bi, da je zelo črno-bela. To je zanimivo, ne? Imamo generacije, ki so strašno občutljive. Imel sem študente, ki so bili strahotno občutljivi in so kar naprej spraševali, a boste kaj naredil? Profesor, dajte še kaj povedati, še za naše okolje bi bili zelo zanimivi. In imamo indiferentne. Tako to je, a veste, v generacijah. Vedno so bile generacije enake. Morda danes več pozornosti temu polagamo, ampak jaz bi rekel črno-bele. Zdaj, koliko je belih in koliko je črnih, ne, je zdaj drugo vprašanje. Ampak jaz v globalu sem zadovoljen. Tisto, kar smo vzgojili in tisto, kar imamo. Kot sem prej omenil,
Jaz sem predaval na krajinski arhitekturi, imam torej diplomante krajinske arhitekture, ki se ukvarjajo s prostorom. Zelo lepo. In veliko jih imam, ki jih srečujem zadnje čase in vedno so veseli, ki me vidijo in povejo, smo bili zelo zadovoljni. Imam jih na vodarstvu, torej to so inženirji, ki gledajo precej drugače, ampak jaz sem tam predaval osnove ekologije, ker pomeni, da so oni tudi ta pogled dobili. In ko neki delajo, delajo pravzaprav v gradbeništvu, če tako rečem, ne, na vodah, si mislijo, ta mi je pa nekaj pa v zvezi s tem omenjam. In tudi te sredi. In seveda klasične biologe, tudi na gozdarstvu sem predaval. In poglejte, kaj to pomeni? Da je treba čim več tem dopovedati, preprosto tudi razlagati stvari, ki jih vzljubijo, dojamejo in prepoznajo, kaj pravzaprav današnje okolje pomeni. In jaz bi rekel, da je tega vedenja in zavedanja do zdravega okolja danes morda več, kot ga je bilo v prihodnje. Včasih je bilo pa morda malo več zanimanja in tega znanja, ki so ga ti študenti dobili. Jaz sem bil izjemno presenečen pred koliko je to, dobrim mesecem, morda 2, na Brdu pri Kranju, je bil velik dogodek pod, bi rekel, predsedstvom, torej prime ministra, torej predsednika vlade, se upravičujem, Goloba, gospoda Goloba, podelitev državnih nagrad ljudem, ki so se izkazali v zadnjih letih, no, bom rekel tako, v okoljski. No, seveda sem se tega dogodka tudi udeležil, ker sem bil dobil to, bi rekel, državno nagrado, kakorkoli, ker sem srečal, jaz mislim, 30 do 40 svojih študentov, diplomantov, magistrantov, doktorantov in vsi so bili veseli in so se mi zahvaljevali, da sem jim ta znanja prenesel. Kaj je lepšega kot to? Lepše kot karkoli drugega, kot vsaka nagrada, da srečaš študenta izpred 30 let, ki te spozna. Jaz ga seveda nisem, ne? Vseh je nemogoče se zapomniti in sem bil strahotno vesel. Torej, vidite, vsaka generacija ima svoje značilnosti, današnja je pa morda bolj črno-bela, kot je bila v preteklosti, in tista bela pa mislim, da je prava, ki bo sledila tem spremembam in občutku do okolja in bo tudi družba s tem napredovala. Ne tako dolgo nazaj smo na Valu 202 govorili o ekološki tesnobnosti, o ekoanksioznosti, ki jo posamezniki doživljajo kot nek občutek nemoči zaradi okoljskih sprememb, podnebne krize, izumiranja vrst, uničevanja narave in podobno. Pa mi povejte, ali tudi vas kdaj zagrabi? Niti slučajno, če uporabim to zelo, bi rekel, oguljeno besedno zvezo. Jaz mislim ravno nasprotno. Vedno vidim nekaj dobrega v dnevu, ki ga zaključim, tudi v okoljskem smislu. In nisem pravzaprav prijatelj ljudi, ki mi kar naprej jamrajo, kako niso nič ustvarjali, bila sem v civilni iniciativi, močno se trudim, zdaj sem pa obupala, zakaj bi se še s tem ukvarjala in tako naprej. Kaj si pa naredila na svojem področju? Ali naredil na svojem področju? Poglejte, vsak posameznik lahko marsikaj k temu pridoda. Ne samo čakati, kaj bo družba naredila. Saj družba smo posamezniki. In to, kar bo vsak posameznik naredil, tako kot v ekipi. Nogometna reprezentanca, poslušajte, je odvisna od posameznika. In tako bo ekipa zmagala ali pa ne bo nič od nje. In tako je z našo družbo. Mi smo posamezniki. In če mi znamo gledati na okolje, na vodo, na naravo, da prvo moramo vedeti, kaj je narava in pol, kaj je okolje. Če gledamo z, bi rekel, zdravim odnosom, potem se to tudi izrazi v družbi kot takšni. In slovenska družba, mislim, da je v tem pogledu napredna. To mi govorijo tudi kolegi, ki pridejo do mene. Celo danci so mi, kot sem rekel, pred slabim mesecem sem moj kolega profesorja Tule, je rekel, vi ste mnogo bolj napredovali v okoljskem smislu kot mi. Sem rekel, Srn, kako je to mogoče? Ja, pravi, glej, pri nas očitno ima večjo vlogo že kapital, kot jo ima še pri vas. Upam, da se do tega ne bo prišlo. Sem rekel, hvala, tudi meni se zdi, da vendarle napredujemo. Nikakor pa ne smemo biti anksiozni. Zakaj pa? Poglejte, rekel sem, dajmo mi
poskrbeti, da če že avto uperem ga po domače, da rečem, pošpricajmo z vodo, ne uporabljamo agresivnih na svojem dvorišču čistil. Zato imamo čistilne torej servise, ne? Da ti avto pošteno uperejo, kajti tista voda gre na čistilno napravo, tvoja voda gre pa direktno pod tvojo hišo, morda še celo v vodni vir. Poglejte, take malenkosti so, da ne uporabljam za 3 paradižnike ne vem kakšnih škropiv, da ne uporabljam za 2 drevesi jabolk in hrušk, vse mogoč nabor zaščitnih sredstev. To so malenkosti, ki jih ljudje morajo začeti uporabljati. Da tudi manjši kmetje slej ko prej ugotovijo, da ne pametno uporabljajo gnojevko, če že gnoj čistijo z vodo. Ne? Včasih se je za to uporabljalo kaj drugega. In tako dalje. Vidite, to so posamezni osebni pristopi, ki nikakor ne smejo pripeljati družbo, tako kot ste vi rekel, v neko ekološko anksioznost, to se pravi okoljsko popuščanje posameznikov, kar seveda pomeni, da bo na ta način funkcionirala tudi družba in ne nazadnje tudi politika, kar pa ni dobro. Se pravi, tudi 100-kilometrsko pot je treba začeti s prvim, ki mu sledi drugi korak in tako naprej. In za začetek pobrskati po domači shrambi, po kopalnici, po kuhinji in se znebiti teh najbolj agresivnih čistil za avtomobile in vse ostalo, kaj ne? No, vsekakor. Poglejte, v preteklosti so uporabljali številna čistila. Mnoga preprosto na bazi, bi rekel, kisa in še česa drugega, in se je veliko stvari lahko očistili. Danes smo pa seveda brez vsega ne bo šlo. Poglejte, že uporaba zaščitnih krem proti soncu, uporaba, torej to bi omenil, ne, glejte, na jezerih, ne, mi se namažemo z zaščitnimi kremami, to je ogromno fosforja. To prenesemo v vodo. V teh zaščitnih kremah so hormonski motilci, to prenesemo v vodo. Jaz sem na Blejskem jezeru in tudi na Ljubljanskem barju smo lovil te majhne rakce, to so vodni oslički, na katerih sem delal poskuse z torej hormonskimi motilci. Vse to prihaja iz načina življenja. In dajmo paziti tam, kjer lahko. Ni treba, da uporabljam Mr. Muskulo za to, da mi bo voda hitreje odtekla v kanal. Poslušajte, treba je otok ščistiti, pobrati lase iz otoka in ostalo torej, da rečem, umazanijo, ki je posledica izlivanja ne vem česa vsega. Zakaj Mr. Muskulo? In hočem povedati, to so čistila, agresivna, mnoga čistila uporabljamo za to, da imamo čisto kopalnico. Istočasno se pa ne zavedamo, da s tem strahotno obremenimo okolje in čistilne naprave. Kaj ti vsegne na čistilno napravo? Čistilna naprava je pa živ sistem. To ni kemija, se razumemo, to je živ sistem in tisti, ki upravljajo s čistilnimi napravami, imajo nemalo težav in skrbi tudi s takimi otoki, ki prihajajo iz gospodinjstev, zato ker mi poskušamo imeti čisto doma, okolje bomo pa zaradi tega imeli bistveno bolj obremenjeno. Torej po sistemu not in my backyard ali NIMBY sistemu, kot so rekli Angleži, ne na mojem vrtu. Ampak to nas pelje lahko v določeno okoljsko problematiko. Dr. Mihael Toman, hvala za vse te nasvete, hvala za vaš čas in seveda, ker ste se odzvali v vabilu in bili tokratni gost Vala 202. Hvala vam, zelo upam, da je vsaj nekaj poslušalcev pravzaprav razumela bistvo tega pogovora, da ni tako slabo, kot zgleda na prvo žogo in da če bomo vsi pravzaprav optimistični, dobre volje poskrbeli za tisto, kar znamo, potem bo tudi svet lepši.